V življenju smo nenehno izpostavljeni raznoraznemu hrupu. Od hrupa v prometu in industriji do hrupa v vsakdanjih dejavnostih, kot so uporaba elektronskih naprav in zabavne prireditve. Pri tem se pogosto ne zavedamo škodljivih posledic slednjega na fizično in psihično zdravje. Poleg stalno prisotnega hrupa je toliko bolj nevaren, nepričakovan in nenaden hrup, denimo glasen pok pirotehničnega sredstva, ki ima lahko zelo tragične posledice. In ravno slednje se je zgodilo igralcem nogometnega kluba Mura, ko je na nogometni tekmi med Muro in Mariborom 18. februarja letos mednje nepričakovano priletelo pirotehnično sredstvo. Bil je prekmursko-štajerski derbi in zgodilo se je, ko sem se segreval, da grem na teren. In samo enkrat je nekaj počelo, nisem se zavedal, praktično takoj, kaj se je zgodilo. V prvi fazi je bil to šok. Bil je šok, vsi smo bili pretreseni. Sam sem s tribune ravno v trenutku, preden je prišlo do eksplozije, se pravi do udarca tega eksplozivnega telesa, iz radovednosti pogledal, kdo se ogreva ob liniji igrišča, in v tistem je počilo med Nikom Kasaljem in Tilnom Ščernjavičem, ki sta bila v dogodku najbolj udeležena. Že po sami njuni reakciji je bilo jasno, da gre za močno bolečino, da gre za nekaj zelo neprijetnega. Niko je potem, lahko bi dejali, celo brezglavo taval po igrišču, kot da ne ve, kaj se mu je zgodilo. Na pomoč mu je priskočila zdravniška služba. Bilo me je zelo strah. To je bilo prvič v mojem življenju, ko se je zgodilo nekaj takega, da sem bil brez sluha, čist. In nisem se moral zavedati, da je to tako hudo, ko si brez sluha, ne čuješ nič okoli sebe. In upal sem sam, da se vse vrne nazaj, kot je bilo. Bil sem brez sluha in pol je kar vplivalo na mene pol tistih par dni. Nisem še dobil sluha nazaj, nisem vedel, če dobim sploh sluh nazaj. In pol sem bil v bolnici v Mariboru in sem imel terapije, infuzije, tablete, vse sem imel. In hvala Bogu je prišlo vse nazaj in naj bi bil brez posledic. Tako svojo tragično izkušnjo z nenadnim glasnim pokom opisuje mladi obetavni napadalec NK Mura, ki je na svoji koži izkusil, kako je biti gluh, na srečo začasno, zaradi nespametnega obnašanja posameznikov, ki so navijali na tribuni. V klubu smo se že pred tekmo z Mariborom odločili, da bomo na licitaciji dresov, posebnih retro dresov, ki so bili namenjeni samo za tisto tekmo, del izkupička namenili nekomu in mu na tak način pomagali. Vsled dogodka, ki se je zgodil, se nam je tudi zaradi same simbolike zdelo najbolj primerno, da to storimo, da to podarimo Društvu gluhih in naglušnih Pomurja in na tak način vsaj malo pomagamo pri razvoju društva, pri ozaveščanju. Dogodek, ki je predhodno bil, pravi dogodek na nogometni tekmi, vzrok za donacijo, je bil za mene šok. En tak pok, ki se je zgodil na tisti tekmi, je grozljiva zadeva. Ampak posledice so še pa hujše. Vodstvo Mura je za mene kot strokovnega delavca Društva gluhih in naglušnih Pomurja eno neprecenljivo dobro dejanje, en dober zgled za okolico, za Pomurje in pa za širše v Sloveniji. Izredno smo ganjeni, da je klub Mura ob zelo neljubem dogodku poku petarde na nogometni tekmi pristopil k prodaji licitaciji svojih dresov in del teh sredstev namenil Društvu gluhih in naglušnih. Poškodba, ki jo je utrpel Nik Kasalo, ni bila običajna poškodba, ki bi jo pričakovali na nogometnem igrišču. Namesto telesne poškodbe je prišlo do izgube sluha zaradi hrupnega in nepričakovanega poka.
Ta dogodek je v vodstvu NK Mura sprožil razmislek o nevarnostih hrupa in njegovih posledicah na zdravje, zlasti na sluh igralcev in gledalcev. Z donacijo so pokazali, da ob strani ne stojijo le svojim igralcem, ampak tudi vsem drugim, ki se soočajo z izzivi in težavami zaradi izgube sluha. Hrup iz okolja, hrup na delovnem mestu, hrup iz ulice, hrup, ki ga povzročajo tudi nekateri, kot ta dogodek, se pravi, nepredvidljivi dogodki, so za zdravje in za sluh lahko zelo škodljivi. Zato je ob dnevu hrupa oziroma ob vseh teh zadevah zelo pomembno poudarjati, kako se dela, se pravi, da se hrup zmanjšuje, da se delovno mesto prilagajajo, da ni hrupa. Kako bi rekel, da z nekimi akcijami nevladnih organizacij, s pomočjo stroke ljudi spodbudimo, pa jih tudi naučimo, kako živeti s hrupom, kako zmanjšati s hrupom, kako preprečiti, da bi hrup iz okolja vplival na naš sluh. Apeliram na vse navijače, da srčno navijate za svoj klub, ampak brez teh pirotehničnih zadev. Rad sporočim vsem navijačem, da pridete podpirati klube, da navijate, ampak vse do določene mere, brez takih dejanj, ker se lahko zgodi še kaj hujšega. Zdaj se hvala Bogu ni, ampak ja, pridite navijati, ampak brez tega. Naj je v ospredju navijanje za svojo ekipo in ne želja po čem drugem. Ob takem dogodku se nam je porodila res ideja in apel, da skupaj združimo moči, klub Mura, Društvo gluhih in naglušnih Pomurja in Zveza gluhih in naglušnih Slovenije, da naslovimo problematiko Nogometni zvezi Slovenije in skupaj najdemo dogovor, poziv, da enostavno navijamo brez pirotehnike. Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o hrupu, ki ga letos obeležujemo 24. aprila, se zavedamo pomembnosti ozaveščanja o škodljivih učinkih hrupa na zdravje. Zato je ključnega pomena, da se zavzemamo za omejevanje hrupa v našem okolju. Vsak od nas lahko prispeva k bolj zdravemu in prijetnemu okolju. S skupnimi prizadevanji lahko dosežemo, da bo naše okolje bolj prijazno za naše zdravje in dobro počutje.